Pozdravljeni na Pesem si, na odprtem zaslonu 7. Tokratna tema so temačne in jezne pesmi. Ali temačni časi v nas zbirajo jezo, ali pa obstaja tudi mogoče kakšna druga jeza, ki jih povzroča? Jeza je sicer intenziven občutek, ki nas napolni takrat, ko smo v enem takem nelagodju, ko nas kaj ovira, ko vidimo nepravičnosti ali pa provokacije. Ampak jeza je tudi dobra, ker nas usmerja k dejanjem. In eno tako dejanje je tudi poriv v pisanje. Da vidimo, kakšne jezne in temačne pesmi so pripravili današnje pesnice in pesniki za naš odprti zaslon 7. Zanima me, ali bomo kuhali, ali jo bomo hladili, ali jo bomo mogoče pogrevali, ali pa stresali to našo jezo. Pa bom kar prosila Ljubico, našo Ljubico iz Varaždina, mogoče si ti najbolj od dlje, pa da slišimo, kako zveni jeza pri tebi. Ljubica. Prvo dobro večer svima. Lijepo vas je vidjeti ovako u većem broju. Nadam se da nećemo ovo veće pretvoriti u veće jeze. A ja ću u stvari pročitati na kajkavskom jednu pjesmu. Kajkavski je u stvari dijalekt hrvatskog jezika koji je bliži slovenskom jeziku nego samom standardu. Pjesma se zove Črni svijet. Žmehke mi je, boliju me križa, vsejedno mi je, pusti me. Najme denes nič pitati. Vun je veter, snijeg prinaša, diši po severu i v meni snijeg diši. Razgrinjam ga i vidim krvavu zemlju i krvave ljude, i begunce i decu, i vidim svijet u kojem nije zima, u kojem nije snijeg, u kojem je pjesek i krič. Nečije dete tuli, nije moje, nije me briga. Zakaj me boliju križa? Moram pozabiti taj pesek, tu zemlju, tu decu, te ljude. Tam nije moja hiža. Moja križa su strta, preveć tega su prenesla, ne mreju već, dosti im je. A v prsima je luknja, ne mre zaceleti. Svaki dan znova rosi i boli. Če zaprem prozor, nisam zaprla vuha. Čujem kak dijete mater zove, kak pesek rušće med prstima, veter kak fijuče med zrušenim hižami, a zvona zvoniju i križamo se, i klanjamo se, i koljemo se za črnoga vraga i kmicu. Evo, malo kajkavske riječi, ne znam koliko ste razumjeli. Hvala, Ljubica. Mogoče res veliko več, kot bi v knjižni hrvaščini. Hvala ti za to pesem, ki je, meni se zdi, naredila tak lep uvod v to temo časje, ki ga živimo dan danes. Ja. Zdaj bom pa izvala Aleša, Jelenka, da se nam oglasi in pridruži svojo pesmijo. Zdravo, Ana. Lep pozdrav vsem. Jaz bom prebral eno pesem iz pesniške zbirke Prvinska govorica. Pesem z naslovom Olesenjujemo, katero sem tudi pred leti na pesniškem turnirju prebiral v Mariboru. Torej, olesenjujemo. Vehementno se krčimo vase, ki so nas že kot otroke naučili igrati skrivalnice. Paradoks je, da skrivamo skrivališča in Saturn tako še vedno žre svoje otroke. Je kriva prenasičenost avtoritet. Tuzemskim relikvijam priznavamo primat. Domače besede namreč pomagajo, da si žito ovijemo okoli glave in zamolklo vpijemo. Svoboda, svoboda. A vendar se ne bojimo samih sebe in nihilizem je še kako priročen.
sedaj lahko v miru olesenjujemo. Edina možnost je pač tista, ki se nahaja on stran možnosti. Toda ali slepota ni bolezen in skrivanje zgolj umiranje, s katerim se sprijazniš? Hvala, Aleš. Mi se nič ne skrivamo in še naprej se bomo kazali vsej svoji temačnosti, morda tudi jezi, ne vem. Izvala bom pa kar Laro Božak, če se nam pridruži s svojo pesmijo. Lara, kako si, kaj? Živjo, v redu sem. Ja, moja pesem je pa ena mešanica med jezo in temačnostjo tudi. Ja. Naslov pa je Za lažji prehod med kozmosi. Takšni viskozni pogledi so čisti odkruški ideologije. Prostovoljnega baleta v okvirju, ki ga usmišljaš in povzdiguješ, da lažje vzdržiš. In vsebina natrpanega nakupovalnega vozička v Mercatorju, nova Zara trenirka, takšna samo za sprehode. Žanr odjemanja radikalnih medijskih vsebin. Intonacija tvojega glasu, ko to bereš, in ti verzi, ta pesem, pisanje, ki se ponavadi niti ne trudi zabrisati sicer nepovabljene narcisoidnosti. Tudi to je ovekovečena ideologija. Morda je najboljši poskus za katapultiranje ven, potop v razumevanje naše nesvobode. Morda je dobro, da v njej tudi pišemo. Za lažji prehod med kozmosi. Katerega izbereš, je seveda stvar ideologije. Hvala, Lara. Evo, zdaj bomo pa prehajali v kakšen drug kozmos, pa morda gremo k Dominiku Lenarčiču, ki se nam danes prvič pridružil. Zdravo, Dominik. Pozdravljeni. Kako si? Še kar. Pozitivno vsaj v enem smislu. Izvoli, povej nam svojo pesem. Z veseljem. No, moja vleče bolj na temačno, pravzaprav je malo bolj apokaliptična. Velika goba. Rad bi videl veliko gobo in občutil njeno toploto. Dvoboj duhov na vročem bojišču. Ukazujem ti, naj ne ostane ničesar. Rad bi videl veliko gobo in občutil njeno toploto. Soparna nevihta naj nas očisti grehov. Rad bi videl veliko gobo in občutil njeno toploto. Ukazujem ti, naj ne ostane ničesar. Če ne morem vladati, naj ne vlada nihče. To je zakon narave, en in edini. Rad bi videl veliko gobo in občutil njeno toploto. Vedno so se nam tresle roke. Mislili smo, da je to le temen sen. Temen sen. A on ukazuje. Velika goba na pustem polju, vroče bojišče na peščeni fronti, soparna nevihta, zakon narave, temen sen, nikar. Uspelo jim je izbrisati obzorje, ostal nam je le stekleni prah. Zdaj, ko smo uničili svet z Dominikom, hvala, in nam je ostal stekleni prah, ga bomo na novo zgradili. Bomo videli, kako. Dunja, izzivam tebe, da vidimo, v katero smer ga bomo danes zidali, ta novi svet. Upam, da bo tole zadnja zamorjena. Ne, mora biti. Tak večer smo si zaželeli in mora biti. Izvoli, Dunja. Nima naslova, gre pa takole. Le ena sem. Ena ni nobena. Ni nič. Je nič. Otrok je bil le ena. Kri, ki si jo izpil. Prva, najbolj čista, zalivati ga v tanec. Znala bi ti pomagati. Neštetokrat sem v mislih ponovila izpiljen ritual. Nočem. Ne še. Rada te gledam, ko ti poka hrbtenica in klecajo umazana ledja. Potrpežljiva sem. Pokažem ti ga, ko te pride odrešit pozaba. Le eden si. Eden ni nobeden. Ni nič.
je nič. Hvala, Dunja. In gremo naprej. Antonija je rep, je tudi videla danes sonce, pa da vidimo, če bo zdaj šla v temo ali v jezo ali v kaj drugega. Antonija, zdravo, kako si? Zdravo, v redu sem, upam, da se slišimo. Vse, okej. Temačne, jezne, ja. Včasih uspe kaj napisati, bolj mi grejo otroške, pa tako naprej. Našla sem pa eno Strahovi teme in jo bom zdaj prebrala. Proti večeru hitim skozi gozd, vse tja do reke, ki prečkajo most. Na poti je tema in sence zlovešče, za mano hrešči, me spominja na vešče. Srh po telesu me spreletava, v kapljicah znoja utaplja se glava, telo v nemiru po poti mi tava, zloveščih glasov polna je glava. Zakaj le izbrala sem pot skozi gozd, ozko, kamnito in z listjem posuto? Zakaj do večera jaz sem čakala, zdaj že doma lahko knjigo bi brala? Korak mi zastaja, pot se mi vleče, ko le prišla bi do jase, v meni trepeče. Noge so težke kot nakovala, le zakaj to temačno pot sem izbrala? To bi bilo to. Hvala, Antonija. In tudi mi smo izbrali temačno pot in gremo naprej. Urša Majcen, si kaj jezna danes? Vedno. Izvoli, kar preberi nam svojo pesem. Hvala. No, to je pa mojim rodnim hijenam posvečeno. Sleči kožo in jo skriti pod predpražnik, postati brez zoba pošast, potem žvečiti, postane ulične svetilke, ostati cela in se razkuhati na grižljajčke, za postarana usteca, požrešna bližine, zažreti se v stene, pustiti, da občudujejo tvojo mladost, ko crkuje, sanjati in zgolj sanjati in se sanjam odrekati iz principa grenkobe, udobno zgniti z družinskim življenjem. Hvala, Urša. Odlično. In gremo še naprej. Rok Horžen, ali bomo šli še bolj v intimnost, jezo in temo ali kam drugam? Mogoče na kakšen šiht? Ne? Zdravo, Rok. Živeli, čau. Jaz sem si za danes izbral dve pesmi, eno mojo, pa eno od enega drugega. No, pa bi najprej svojo, a prav? Lahko. Okay. Tematika je ljubezenska, ker ljubezen je lahko tudi ena taka temačna sila, ne. Tako da sem si izbral tole. Tako daleč zadaj me držiš v vrsti, da me sploh ne vidiš. Irelevantno je, kadar sem navzoč. Lahko bi se zrinil v ospredje, vendar zaradi kolateralne škode nočem. Dovolj vihranja, ne sodim ta konvoj oklepnic. Zlajhano barkačo umikam v smer zatišja. Ožgala si me z vprašanjem, če bi ubijal za doseganje ciljev. Ne. Če pa se kdaj odpravim na to temačno pot, verjemi, jo bom načel pri tebi. Hvala. Kar streslo me je. Super. Hvala, Rok. No, zdaj pa bomo šli k eni mački. Katarina Juvančič, je to muca v tvojem naročju? Ja, živijo. Noči stran ima rada jezne in temačne pesmi. Odlično.
Jaz sem si izbrala, ker sem tukaj v Šebrejlah, skratka med divjimi babami in partizani in še kom in še čem. Sem si izbrala eno, ki sem jo napisala lani ob branju knjig Maruše Krese. Enostavno je to eno tako moje boganje s to generacijo povojno, kateri pripadajo tudi moji starši, s to neko gosto, žarko tišino njihovo. Naslov je pa Per aspera ad aspera ali Pokolenje velikega razpoka. In gre tako. Otroci herojev, otroci borcev, otroci talcev, otroci zločincev, otroci ujetnikov. Spočeti v vraščeno tišino vsega, kar je ostalo skrito, zamolčano, ubito. Razen o morastih sanjah, iz katerih so jih budili kriki njihovih očetov in uspavala nažrta stoičnost njihovih mater. Rasli v preštevanju zunanjih sovražnikov, notranjih sovražnikov, samih sebe, svojih ran, njihovih ran. Nič se ni celilo po zveznem gospodarskem načrtu. Ideologije vznikajo iz prestrašenih semen. Revolucije se hranijo z mladiči. Mladiči rasejo z žalostnimi očmi, ki niso njihove, z uporom proti nevidnim sencam, neslišnemu rjovenju nikoli premaganih minotavrov. Zapredeni v zatrdline, v zmehčanine, kamor so se ugrezale rdeče kroničke časa, ki je postajal vse gostejši, neprodušen, postan, mrtev, s preležanim refrenom Petrokrake antike. Ad omnia parati sumus, pripravljeni smo na vse. Per aspera ad aspera, ad navzema. Izprazniti preteklik, izžgati podobo svojega plemena, porezati osmoljeno meso, nasoliti rane za na pot, odnaseliti pohabljeni DNK, bežati do velikega niča vsega in nazaj. Nikjer se ne izteče. Zopet vse razpada, zgodovina, države, pesnik, ledvice, ženska. In gori, kako gori. Čutim, kako mi zima teče v grlo. Roke imam vroče od ognja. Prerokujem iz železe prišepetovalke, v katero so se zalezle celice pokolenj, ki nočejo umreti. Celice, ki se pobijajo, kot so se naši stari starši. Celice, ki se trpinčijo, kot so se naši starši. Celice, ki za razliko od spomina niso pozabile ničesar. Hvala. Hvala tebi, Katarina. Tale tvoja železa prišepetovalka strašno močno brizga. Super. Ja. Gregor, zdaj pa še tebe izzivam, da nam prebereš kakšno pesem. Najbrž si opravil domačo nalogo. Odkar imamo odprte zaslone, si strašno priden, če to sploh taka beseda, ki te razjezi, a ne? Ja, ne vem, nekaj sem spesnil v navdihu jutra, pa bomo videli, kaj je to. Na zombije se strelja brez opozorila. Zombiji ne uživamo človekovih pravic. Nismo ljudje, protestniki, begunci, tujci, migranti, izbrisani, muslimani, brezdomci, čudaki, umetniki, levaki. Na drugi strani samo lepi in počesani, vihrajo z zastavo, teptajo naravo, prsate, možati, pripravljeni na ukaz za vero, za domovino, za vojaško slavo, izbrisano zgodovino, predvsem pa za trepljaj po rami in odobravajoč pogled in denarno nagrado, za boljši avto in večjo čokolado, za sanje o lastni veličini. To se. Wow. Super. No, zdaj bom pa še jaz pridala eno svojo kratko jezno. Nočem biti vulkan, delujoč na narobno stran.
da se vse sesipa navznoter in sem prenažrta besed, ki padajo vame skozi luknjice in lezejo skozi vdolbine, ki pronicajo skozi ovale pustote. Bruhnila bom, v loku, rjoveče izpljunila balast, ki me golta skozi apnenčaste sklade do mehkega, vročega jedrca cvrk. Tako, in to je naš prvi krog meniju. Zdaj pa za drugi krog smo še vedno jezni in temačni in v drugem krogu lahko beremo pesem, ki se nas je dotaknila iz kakšne zbirke, knjige, revije, portala ali pa seveda tudi svojo, še vedno velja. No, pa bomo malo premešali naš vrstni red, pa bomo zdaj mogoče prosili, koga smo? Evo, Dunjo. Dunja, kaj si nam pripravila za drugi krog? Drugi krog pa začnimo s Svetlano Makarovič. Kača. Dva nista dvakrat po en sam. Dva nista več, sta dvakrat manj. Ta množica, ki se smehlja, ta množica, ki kamenja, ta množica po 2 in 2 v kotlih hudičevega svaštva, v gnezdih samičjega sovraštva, v nabreklih plodnicah žena. In gledaš zemljo in nebo, zna biti pa le ni tako, a vidiš s kačjimi očmi, kako se plazi in preži, se tare, gnete in grozi, glej kačo, zgrabi, stri, ubij. In spet se huli, zemljo grize in prosi za drobtine z mize in moli in se zahvaljuje ta množica, ki je kričala, križaj ga. Hvala. Naša množica nadaljuje s kričanjem, s tihim kričanjem, ki ga narekujejo prišepetovalke, te so mi strašno všeč danes. Pa bomo šli k Dominiku. Dominik, kaj si nam ti za drugi krog pripravil? No, jaz sem razmišljal, katero jezno oziroma temačno pesem bi izbral. Potem sem se pa odločil, da bo idealen kraški kralj mrakobnosti Srečko Kosovel. Krasno, izvoli, ja, super. Vse je ekstaza smrti. Zlati stolpovi zapadne Evrope, kupole bele, vse je ekstaza. Vse tone v žgočem rdečem morju, sonce zahaja, v njem se opaja 1000-krat mrtvi evropski človek. Vse je ekstaza smrti. Lepa, o lepa, bo smrt Evrope, kako razkošna kraljica v zlatu, legla bo v krsto temnih stoletij, tiho bo umrla, kot bi zaprla stara kraljica zlate oči. Vse je ekstaza smrti. Ah, iz oblaka večernega, zadnjega, slaki oznanja Evropi še luč. Lije kri v moje trudno srce, joj, in vode ni več v Evropi. In mi, ljudje, pijemo kri iz večernih sladkih oblakov. Vse je ekstaza smrti. Komaj je rojen, že goriš v ognju večera, vsa morja so rdeča, vsa morja, polna krvi, vsa jezera in vode ni, da bi prav svojo krivdo, da bi opravil svoje srce ta človek. Vode ni, da pokasil bi z njo žejo po tihi, zeleni, jutranji prirodi. In vse je večer in jutra ne bo, dokler ne umremo, ki nosimo krivdo umiranja, dokler ne umremo, poslednji. Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, rosno zeleno pokrajino, še v to. Sonce večerno boš zasijalo, s pekočimi žarki, še v to. Morje preplavlja zelene poljane, morje večerne žgoče krvi. In rešitve ni in ni, dokler ne padeva jaz in ti, dokler ne pademo jaz in vsi, dokler ne umremo pod težo krvi. Zlatimi žarki sijalo bo sonce na nas, evropske mrliče. Hvala, Dominik. Vidim, da ti je zelo blizu ta postapokaliptična tema. Pa da vidimo,
Kako je pa z našo Uršo? Urša, kaj si nam za drugi krog pripravila? Ja, za drugi krog sem pa od Miha Mavriča iz Mašinerije Mogotcev izbrala eno pesem. Narobe me je fotografirati, kakršen sem. Prihajam, ljudje, to se vidi. Z napihnjenimi rokami kvišku, z bosimi stopali tekam čez steklena polja. Reže me topost. Zarezo nosim v ustih. Udira se v špranjo. Hitrost čutim na koži in trepetanje. Korake vidim, sten padajo. Obzori krikam v zrcalo, ker sem zataknjen v hram telesa. Hvala, Urša. Ljubica, kaj pa ti imaš za drugi krog? Boš kakšno hrvaško, kajkovsko, kaj si izbrala? Izabrala sam od akademika Luke Paljetka iz njegove zbirke Pitomi Urlici, koja je posvećena njegovoj pokojnoj ženi, ona je bila Slovenka, Ana Mariji, jednu pjesmu. Luko Paljetak je izuzetan autor i u stvari njegove pjesme imaju jedan svoj poseban značaj u hrvatskoj, a i u svjetskoj književnosti. Mrtvi su naše sjeme, a mi smo sjeme živih i mrtvih, sjeme koje obilno ruže daje i koprive. Još ne znam kome to i što skrivih, a jesam, čujem da se u meni nešto kaje. I ne čujem, a mrtvi sve čuju, čak i ptice koje zanijeme kad spoznaju naše zloče pod zajedničkim nebom. Iz mrtvih naše klice izniknu, naranče su i masline i voće, različito, i trpko i slatko, nitko nema imena ako mrtvi ne jamče za nj. A živi, ovakvi kakvi jesmo, živi smo, sve dok trema ne podsjeti nas tko smo. Oblaci nisu sivi slučajno, ali sunce sja uvijek, to je zakon na koji svaka tmina poziva se u nama izvan nas. A ono što uvijek slijedi nakon toga iznenadi nas. Svjetlost je čista tama, a tama svjetlost. Ako ne umre ništa, neće ništa ni roditi se. Ljubite ovo tijelo zbog toga što će propast uskoro, da bi veće, najveće možda moglo ostvariti djelo. Evo, to su stihovi Luke Paljetka. Hvala, Ljubica. Mi kar hitimo danes, ker se nočemo preveč motiti z drugimi veselimi stvarmi, ker smo zapadli v to temačnost in nam prav paše. Tako da jaz zdaj izzivam Aleša Jelenka za drugo pesem. Kaj si izbral? Ja, zdravo. Mene pa je, oziroma Dominik, očitno podobnih misli kot jaz, tudi jaz namreč danes malo vzel roke Kosovela in sicer danes listil tole knjigo v bistvu njegovih doslej še kao neobjavljenih tekstov, ki je 2019 izšla pri Gogi in Komelj je v bistvu tu not zajel vse, kar je v bistvu Kosovel zapustil in še ni bilo nikjer objavljeno, se pravi od fragmentov, odlomkov dram, pesmi, proze, vse. In imam tule en zapis. Volja. Že dlje časa hiramo, umiramo, padamo in omahujemo. Vprašam, zakaj? Ker je premalo volje v nas, premalo vztrajnosti in premalo borbenosti. Rojeni na ozkem ozemlju slovenskega naroda, strašeni po njegovih hazardnih politik, strašeni po absolutizmu, ki pritiska na razkrajajočo se Evropo. Naša doba je doba krutih faktov, doba najbrezobzirnejšega tlačenja in brezsramnega zaničevanja kulture. Kapitalizem je kulturo porazdelil, zavojeval je gospodarska sredstva in zavojevati hotel tudi človeškega duha, a to se mu ni posrečilo, zato je odnehal in proglasil namišljeno svobodo. Pa to ni bila resnična svoboda, marveč le večja mreža, v katero je hotel umrežiti človeškega duha,
ulovil pa je le neprevidne duhove. Hvala, Aleš. No, Srečko je z nami, kaj pa Antonija? Koga si pa ti izbrala, oziroma katero pesem za drugi krog? Antonija je rep. Mogoče mikrofonček, če... Ja, v redu. Jaz sem pa malo iskala in sem naletela na pesem Otrok in strah. Avtorica Ljubice Ribič, vendar je to prevod. Mislim, da sem imela nekaj tudi zapisano zraven, pa očitno, ko sem printala, mi je zadeva se zgubila. Tako da bom kar prebrala. Ja, Lidija Brzavšček, mislim, da je naredila ta prevod, tako da kar izvoli, Antonija. Hvala. Otrok in strah. Strah. Strah se je vrnil v kosti. Škripa kot staro drevo pod severnikom po zimi, lušči se kot skorja z debele bukve, zatira smeh in radost, grebe po tleh, kakor stekla lisica, kadar išče plen. Strah se je zavlekel pod strehe, na balkone, v hleve, v misli. Ne moreš zares zaspati, vrtite kot vrti veter klopotec, kot reka izvir, kot mati otroka na vrtiljaku in otrok se boji. Išče srečo v materinem očesu, a sreče ni. Samo megle, tudi rosa se megli. In ustnice so blede, roke drhteče. Nekako najboljše je, da molči, da se v kotu nauči igrati z novim medvedkom. To bi bilo to. Hvala, Antonija. Ljubica, kako se počutiš zdaj, ko si svojo pesem slišala, prevod svoje pesmi? Tudi taka presenečenja pridejo kdaj na naših večerih. Ja, baš si me iznenadila. Hvala, Antonija, zelo lepo si prebrala. In mi je malo sem, nekako se osjećam čudno. Ne vem. Ta pjesma je u originalu pisana na kajkavskom jeziku i stvarno je napravljen lijepi prevod. Hvala evo i tebi što si uspjela taj prevod dočarati, meni je na slovenskom onako pravilno izgovoreno. Hvala ti puno, Antonija. Ja. Odlično. No, koga bomo pa zdaj? Gregor, zdaj bomo pa tebe. Evo, da ne boš mislil, da boš vedno zadnji, poslednji in tako. Pa mikrofonček. Ja, moram menjati očala, ker to je knjiga, ki ima bolj majhne črke. Knjiga, ki je, ali se vidi? Ne. Sončiče, vemo, ampak naslova pa ne vidimo. Šovinistka Monika Vrečar. Dragi, zaprli so spet dno. Vsi izgovori za odlašanje, za želet, reči in ne pogrniti, vso srečo izkazati, ne prenašati te avtoiluzije, ki dela genije v glavah napadnikov mainstreama, ker sami niso 10 ljudi, nobeden, in se med sabo trkajo kot spolna sila in kaplja v prazno, da nima noben nič za najmanj svojo viki stranjo. Išče ravnotežje med voljo pomoči in undergroundom, skozi vse, povsem, živeti, v Ljubljani, se voziti okrog s kolesom, pit kavico, pa delaj pizda, a hočeš jest po štarirjah, nositi drage cunce, med flet v centru, pa delaj pizda, a hočeš ta nove Ray-banke, knjigo od Šalamuna, hoditi na predstave, ja, pa delaj pizda, ruken travrco, požen mašinco, zviz od doma, pa delaj pizda, odjebi senco, zapusti hudiča, sklon glavo, pa delaj pizda, delaj pizda, delaj pizda, delaj pizda. In je šla delat. Bravo, super. Ja, da vidimo, kaj nam bo pa Lara. Zelo jezno. Zelo jezno, ja, prav je tako. Lara, kaj si pa ti pripravila za drugi krog? Jaz sem si pa zbrala eno pesem, avtorice iz pesem si, Anande, ker namreč nisem vedela, da si bi lahko tudi načeloma, tako da bom vztrajala pri tem. Naslov je pa Odpadniki. Krademo kisik na parkiriščih, v parkih,
Tihotapimo sončni zahod v odsevih šip, v bleščanju listov. Izmikamo besede na Facebooku, na Instagramu. Sanjarimo v telovadnicah, v kontejnerjih, v čakalnici številka 203. To je to. Hvala, Lara. Gotovo se bo Ananda kaj oglasila in se ti zahvalila tudi za branje te njene pesmi. No, zdaj bomo pa Roka izvali za tisto drugo pesem, ki nam jo je že prej napovedal. Me prav zanima, od koga si jo tokrat izbral. Tale pesem ima naslov Marsikaj se bo še zgodilo, avtor je pa Marko Tomaž. Marsikaj se bo še zgodilo, nikamor ne grem. In tudi ti ne greš nikamor, dokler se ne spoznava v polnosti ostudnosti. Ko bova postala edino, kar lahko postaneva, nekdanja ljubimca, se bom vrnil k svojim pijancem. Saj sem te samo ukradel iz nekogaršnjega življenja. Hvala, Rok. Prosim. Kdo bi si mislil, da je ljubezen pa jeza pa vse to temačnost tako povezano? Me zanima, kaj bo pa Katarina za zadnjo besedo oziroma drugo izbrano pesem. Kako se bo nadaljevalo zdaj to? Katarina, izvoli. Ja, hvala. Najprej bi samo pozdravila Antonijo, povedala Gregu, da bi jaz tudi rada v Ošterijah po Ljubljani jedla pizda. In moram reči, da sem si pravzaprav izbrala jaz tudi isto kot Dunja, kačo od Svetlane, ampak sem zadnji trenutek si premislila in zdaj vem zakaj. Tako da v bistvu je malo daljša, če vas to ne moti. Sam rekla bi mogoče še to prej. Spomnila sem se ko govorimo o jezi, namreč na mojem drugem albumu, ki se mu reče Hope's Beautiful Daughters oziroma Čudovite hčerke upanja, je pravzaprav izhaja iz citata svetega Avguština, ki pravi, da ima upanje dve čudoviti hčerki. Eno je jeza in druga je pogum. Jeza zato, ker so stvari takšne, kot so, in pogum, da takšne ne ostanejo. In jaz mislim, da jeza tista, ki je večkrat konstruktivna, ne? In jeza se mi zdi, da je samo tako, kot ena taka povrhnjica, ena plat ledu, pod katero se skriva ocean žalosti. In tale ima tako jezo kot žalost, tehno Ane Pepelnik. O tem, kako se sploh ne čudim, da nič ne čutim. O samomoru, ki prepreči mojega. O hvaležnosti. O tem, kako mi je življenje vzelo prijatelja in kmalu mene. O otroku dveh, obeh rojenih iz tega trebuha pod tem listom in tem svinčnikom. Da ne rabita mame, ne take mene mame, da ni ničesar, da je vse odteklo, reklo jebi se. Tako je. Najdi si nekaj, kar te dviguje, pa ni bilo nič. Ena sama ravna črta brez barv, vonja, okusa. In kaj naj s tabo črta? Nič, kaj. Ostani not tule spodaj, pojej se. Zunaj je itak vse brez veze. Ni sonca, itak ga ne rabim. O tem, ne o visokih petah, ne o krilcih, negovanih telesih, lepih avtih, hišah, pohištvu, kuhinjah, skodelah, ne o veganstvu, ne o lakto-ovo, paleo bullshitu. Ne, o Japankah, ki bi jih rada obula napisane nohte, da ti polepšam razgled. O kolesu z vrtoglavo hitrostjo, o 1 uri plavanja, da se prešvicam, polulam v bazen, o raztezanju mojega telesa in o muziki, o življenju, o Davidu, o tebi. Tvoje bolečine so mi tuje, svoje čutim. Ti si ena od njih. Taka grozna bolečina za zmeraj. Na tem mestu je bolečina neprimerna beseda. Praznina. Ne, luknja. Ja, luknja, David. Vrgal si kamen in nastala je luknja, tam, kjer je prej bilo tvoje srce. In potem. Potem sem zagledala 2 otroka in enega fanta. Vse to moje.
Moj bog, kaj naj zdaj, sem rekla. Vstani, ženska. Čeprav se počutim še vedno kot otrok. Otrok, ki je star, že odkar se je rodil, starček ali pa starka, pa vendar otrok. In potem sem šla in vzela s police Ariel in zdaj jo berem drugače. Kako je to noro, ljudje. Moški, ti res veš, kaj se zgodi tvoji ženski, ko rodi, ko rojeva, preden rodi? Pekelvice, paradiž, bolečine sploh ni, vse je prej in potem in odrešilni jok. 2 roki, 2 nogi, trebuh, glava, zajem zraka, zahlip, vdih, izdih, hropenje, kri, popkovina, sama svinjarija. Estetska svinjarija, ki pride iz notranjosti. Nova ženska se ti rodi, sami sebi. In njen otrok, ki je vajin. To je samo fotografija. Za predstavo tebi, ki te to še čaka, in za arhiv tebi, ki si to izkusil. Življenje boli. Življenje boli. In eden najlepših trikov, ki ga sprocesirajo moji možgani, je, da si telo in zapomnita samo lepe stvari, ki so redkejše od bolečine in nečednosti. Te naj spijo, ne izginejo, vendar so moje. Tudi skrivnosti, samo spijo, to zadostuje. Ljubezen je lepa, upanje je lepo, vera je lepa, vera ne vera. Trenutki, ki se zgodijo, ko otroku zraste prvi zob, ko čakaš bolj kot on, da se pokaka, da se zbudi, ker ti je že dolg čas, ker je vse tiho. Toliko o tej fotografiji. Naslednja je muzika. Moj pustiš, ki mi ga ne odpusti niti najboljša prijateljica. Kaj je meni tehno? Meni je tehno zemlja, srce, prapočelo, prazgodovina, ko je bilo vse eno samo veliko bitje srca. In ko bije tehno, bije moje srce. Moja ljubezen, moj ritem, moja koža, moje vse. Takrat sem jaz. Tehno je moja droga na kolesu, v šusu, na vrh gore, ko nad trto pošpricano z žveplom vzhaja sonce in se ptiči zbujajo, jaz pa že čisto tu, živa. In me jok skoraj odnese s kolesa. Šus, tehno, ljubezen. Topla misel, da ste na varnem, da me čakate, da jaz čakam vas. Da me imate, da vas imam, da se imamo. Radi. Da vpijemo drug na drugega, da smo preveč skupaj. To je ljubezen. Kaj je vera? Vera je tehno. Kaj je upanje? To, da me to srano depresijo čakaš na tehno. Da bo zmogla še toliko življenja, da ti bo to pomenilo vsaj toliko, kot ti je. Ljudje, mene ni bilo, pa sem vseeno bila, pa me ni bilo. To je grozno, ko v sebi nisi, ko se izgubiš, ostaneš v kleti 2, ki je pod kletjo 1, tam, kjer je zaklonišče, ki je, ko ga enkrat zapreš, neprodušno zaprto in ga lahko odprejo samo od zunaj. Pa sem našla plinsko masko in lopato. David mi jo je vrgel in rekel kopli in sem zakopala. Zasekala v beton kot v zemljo na vrtu, milimeter in še en. In dragi moj, tehno je, ko se slečeš, ko se slečeva. Tehno je seks. To rabim. Iz kleti v pritličje z lopato. In zdaj sem tu. In vitrije in mi 4, jaz skoraj zlomljeno nogo, bolečina je. Bolečina me dela nervozno in tečno. A živo. In zato tečnarim in sem živa in se lahko smejem in jokam in smejem in me morate razumeti. In ko rojevaš cel svet. Tako se čuti. Magma, lava, nafta, rožmarin, zvezde, potres, sivka, hudournik, povoden, zemeljski plaz, žajbelj, von, okus, dotih, sluh, vid, vse v nekaj urah. Evolucija in revolucija, moja izkušnja, moj tehno. Hvala, Katarina. Zdaj bi pa rada, da se vsi pokažemo. Jaz bi se vam rada zahvalila Antoni, Doni, Ljubici, Katarini, Lari, Urši, Gregorju, Roku, Dominiku in Alešu, da smo se ustvarili ta odprti zaslon 7. Upam, da vas je kaj zagrabla jeza, tista ta dobra jeza, ki bo povzročila, da boste sedli k papirju ali pa k računalniku in napisali kakšno svojo pesem o tem, kako vas kaj jezi ali pa kako pogumni ste, da te temačne čase premagate s pisanjem. Tako, jaz vas lepo pozdravljam in vsi mi.
dajmo malo pomahati. Vidimo se na odprtem zaslonu 8 čez 14 dni, tako da opogumite se, pridite zraven ali pa samo prisluhnite. Hvala.